Gospe in gospodje, spoštovani gostje. Izkušnje, ki združujejo, vizija, ki navdihuje. Začenjamo z uradnim delom ustanovnega kongresa stranke Glas upokojencev, ki ga bo povezoval filmski in gledališki igralec Pavle Ravnohrib. Raziskujmo, nenehno raziskujmo življenje. To nepredvidljivo in barvito potovanje skozi čas, ki ga vsak dan aktivno soustvarjamo. Raziskujmo, nenehno raziskujmo, kako zavestno oblikovati svoje izkušnje, kako se pogumno soočati z izzivi in kako najti lepoto v vsakem trenutku. Kajti življenje ni nekaj, kar se nam samoumevno dogaja. Življenje je platno, na katerega vsak dan zavestno rišemo svojo zgodbo. Kakšna bo ta zgodba, je odvisno najprej od nas samih.
se je nekega dne, že davnega dne, zapisalo modremu človeku. George Bernard Shaw pa je nekoč zapisal: ljudje za svoje življenje vselej krivijo zunanje okoliščine, vendar še vedno drži neovrgljivo dejstvo, da na tem svetu uspevajo samo tisti ljudje, ki se pogumno napotijo iskat okoliščine, kakršne si želijo ali kakršne zaslužijo. Če jih ne morejo najti, jih ustvarijo sami. Spoštovane dame, cenjeni gospodje, prijazno dobrodošli na ustanovnem kongresu Nove ljudske sile, stranke Glas upokojencev. Katere temeljno poslanstvo bodo predstavili govorniki, ki sledijo. K mikrofonu kot prvega prijazno vabim gospoda Igorja Černogo, soustanovitelja in podpredsednika društva Inštitut 1. oktober. Tako. Prolom listek. Hvala za besedo, gospod Pavel. Spoštovane udeleženke in udeleženci današnjega svečanega dogodka, cenjeni gostje, spoštovani predstavniki medijev in spoštovani gledalci pred TV zasloni, vsi lepo pozdravljeni. V veselje in čast mi je, da vas lahko pozdravim in nagovorim v imenu društva 1. oktober in v imenu bodoče stranke Glas upokojencev in seveda v svojem imenu. Moram priznati, da sem se pripravljal na moj današnji govor kar nekaj časa, da sem brskal za prave besede in stavke po spletu in ugotovil, da mi ta stric Google ne bo ponudil to, kar iščem. In to je iskrene in srčne besede, tiste, katere si, spoštovano občinstvo, zaslužite. In tiste, katere sem želel danes nameniti vam. Posledično je bil spisan ta govor, takšen, kakršen je pa iz srca. Hvala. Bil je spisan brez nikogaršnje pomoči oziroma tako, kot delujemo ves čas v našem društvu 1. oktober, samostojno in neodvisno. Zagotavljanje ustrezne ravni pokojnin je ključnega pomena, saj omogoča finančno in socialno varnost upokojencem po končani delovni dobi. Borba za upokojence, pokojniške pravice je ključna in temelji na socialni pravičnosti in solidarnosti. Prav zato so in bodo naše aktivnosti upravičene in dragocene, z namenom pomagati ustvarjati boljšo prihodnost za vse generacije, z poudarkom na upokojencih. Zavedamo se, da smo vsi zadali težko nalogo. To je uresničiti naše cilje in upravičiti vaše zaupanje. Zato obljubimo, da se bomo borili kot levi, ne glede na vse. Prav tako se zavedamo, da smo si obuli velike čevlje, ampak ne prevelike, da jih ne bi mogli nositi. Vem, da nihče od vas danes ne bi bil tu, če bi bil zadovoljen s trenutno situacijo v Sloveniji. Zato se bo danes z vašo pomočjo zgodilo to, kar si slovenski upokojenci zaslužimo, to, na kar čakamo že dolgih 33 let. Nekaj,
nekaj, na kar bomo vsi ponosni. In ne bo niti približno podobno tisti znani sarkastični izjavi: danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan. Ne! Mi bomo nova realnost in prihodnost za upokojence in ostale državljane Slovenije usmerjeni v bodočnost in ne v preteklost. Nastala bo nova stranka, najmlajša stranka v Sloveniji z najstarejšimi člani. Kjer bo prevladovala modrost, znanje, preudarnost in pogum. Ja, tako bo in nič drugače. Borili se bomo še naprej za upokojence, naše pokojnine, za dostojanstvo, za normalizacijo države, za zdravstvo in družbo kot takšno, ter za povrnitev izgubljenih vrednot z končnim ciljem omogočiti našim potomcem dostojno in pravično življenje. Upam si trditi, da bo danes upokojenci končno po vseh teh letih od osamosvojitve dalje dobili pravega in neodvisnega zastopnika ter zaščitnika, ker do sedaj, nažalost, tega nismo imeli. Kaj smo imeli? Imeli smo samo neko umetno tvorbo, katera nas je v pokazu vsakokratne oblasti, večinoma levih, ves čas vozila žejne preko vode sem ter tja, ter nam več jemala kot pa dala. Da imam prav, povem samo nekaj primerov, kateri potrjujejo moje besede. Vrgli so nas kot odslužene, veste kaj? Ven iz RTV sveta, iz parlamenta, iz vlade in nas nadomestili z nesposobneži in ideološkimi neumneži. Ter, kaj je še najhujše, ter z ljudmi, katerim so volilci na zadnjih državnozborskih volitvah jasno in glasno povedali in pokazali, kje so vrata. Ja, tako imamo. Ampak verjamemo, da po vsakem dežju zasije sonce. In verjamemo, da to sonce smo mi, stranka Glas upokojencev. Vsi dobro vemo, da so to državo zgradili naši starši in mi. Kot vemo tudi to, da smo jo sposobni ponovno zgraditi, še boljšo, kljub našim letom. Društvo 1. oktober je od vsega začetka s svojimi aktivnostmi pomemben člen v civilni sferi in je trenutno reprezentativna zastopnik upokojencev, ki v svojih vrstah združuje vse, ne glede na izobrazbo, vero, nacionalnost ali politično prepričanje. V slabem letu dni delovanja lahko rečem, da smo postali močna in prepoznavna blagovna znamka, če se lahko tako izrazim. In to nas navdihuje z voljo pomagati in z voljo boriti se proti zlu. Naša pot do današnjega dne ni bila niti malo lahka in enostavna. Nasprotno, bila je in je še vedno težka in utrudljiva, ampak odločna. V enem letu našega delovanja se lahko ponosno pohvalimo z rezultati in dosežki, katere vam bo kasneje
predstavil naš soustanovitelj in prijatelj, gospod Andrej Peterle. Za konec bi še želel izkoristiti priliko in vas vse pozvati, da se borite z nami še naprej, tako kot je sedaj in še več. Ker le tako složni in številčni lahko dosežemo cilje, kateri smo si vse skupaj zadali. Ustanovitelji stranke Glas upokojencev smo samo majhni posamezniki, katere žene dostojanstvo in pravica do dostojnega življenja vseh Slovencev in čisto nič več. Smo cvet, kateri cveti in kateri bo zacvetel kljub temi, katera nas obdaja. Smo glas upokojencev, smo za upokojence. Nekega dne upam, da se nas boste spominjali ne kot društvo, katero smo bili, ampak kot to, kar želimo postati. Močna in pravična stranka upokojencev. Hvala. Hvala lepa gospodu Černogi. Vloži svoje srce in svojo dušo v vse, kar počneš. To ne bo samo izboljšalo tvoje zadovoljstvo, ampak bo izboljšalo tudi kakovost tvojega dela. Še ena modra misel, ki bo tudi nekakšno vsebinsko povedno vodilo naslednjega govornika. K mikrofonu vabim gospoda Andreja Peterleta. Gospod Peterle, prosim. Spoštovane gospe in gospodje, dragi gostje, člani inštituta 1. oktober, prijatelji soustanovitelji. Danes sem pa res ponosen Slovenec, ker smo na pragu nekaj velikega. Ponosen na vse vas, ki ste tukaj, ponosen tudi na vse tiste, ki sodelujejo. Naključje ali ne, te dni je minilo ravno 1 leto od prve pobude, da bi pozabljeni in ponižani upokojenci dvignili svoj glas in zahtevali pravične pokojnine ter vrnitev dostojanstva odvzetega v letih samostojne Slovenije najšibkejši populaciji. Prva objava in ideja, ki je skromna in iskrena na družbenem omrežju zapisal pobudnik ljudske iniciative Glas upokojencev, je naletela na gromozanski odziv. Strah pa vse do prvega protestnega shoda, ki je bil 1. februarja lani, ni popustil. Vse preveč smo bili v krču, da smo Slovenci le zapečkari in da znamo le sedeti za računalnikom in brskati po telefonu ali mobitelu in da na ulici le težko pripeljem ljudi, če tudi ti trpijo pomanjkanje in živijo slabo. Prvič se nas je zbralo 18.000, vendar iz meseca v mesec več, vse do številke 32.000. Moram priznati, da nam je vsem to v iniciativi dal res močan zagon in da smo ustanovili društvo in uredili vse pravne formalnosti in smo v izvršilnem odboru res delali noč in dan. Poleg 8 protestnih shodov v Ljubljani smo enega organizirali tudi v Bruslju in Evropo seznanili z tegobami in norčevanjem te vlade iz nas upokojencev. Ker brez
drugih nujnih akcij ne bi uspeli z dvigom pokojnin, božičnice, popravka vdovskih pokojnin, invalidskih in splošnih, smo pripravili 2 zakona. Seveda smo jih vložili v Državni zbor. Prvega smo vložili z vsemi vami, ki ste prispevali podpis za zakon, in to smo v 3 tednih zbrali več kot 10 000 podpisov. Je pa nečimrnost in zaničevanje, aroganca in odnos te vlade do ljudi, ki so jih tudi izvolili, in do vseh nas še danes ni dovolil, da bi te 2 zakona obravnavali ali sprejeli. Kako vzvišeno izgleda izbranih do nas navadnih ljudi, pa lahko sami občutite na svoji koži. Bolje vsak mesec v svoji denarnici. Spisali smo 2 ustavni presoji. Ena je končala z obrazložitvijo Ustavnega sodišča, da nismo pravi in da ne bi smeli vprašati, če je plačevanje RTV prispevka pravična. Drugi, ki sprašuje po pravni pravičnosti zaposlenih upokojencev, ker jim država dobesedno ukrade pokojnino, če imajo še plačo, pa še čaka tam nekje. Ljudska iniciativa ni bila pravna oseba, zato smo registrirali društvo, ki danes šteje nekaj več kot 2000 članov. Smo pa na žalost ugotovili, da samo z društvom in na ulicah sicer nekaj dosežemo, ampak občutno premalo, ker nimamo predstavnika med strankami v parlamentu. Tako je prišla pobuda, da ustanovimo politično stranko, in danes se ta ideja tukaj uresničuje. V tem letu, ki je bil za nami, smo res garali. Igor, Rajko, Pavel in jaz smo z vami ustanovili več kot 18 regijskih odborov in 66 občinskih odborov. To so odbori društva Inštituta 1. oktober, v katerih dela na stotine ljudi. Nekateri so prav fenomeni srčnosti in marljivosti. In prav ta srčnost je spodbudila tudi akcije, ki smo jih skupaj s člani res odlično izpeljali. Pomladi smo štihali starejšim vrtičke, poskrbeli za sadike, sekali drva, mladi so pomagali urejati vse druge stvari starejšim. Najbolj ponosni smo pa na delo, ki se je zgodila po lanskoletni poplavni ujmi, saj je veliko število naših članov požrtvovalno šlo na poplavljena območja in tam pomagalo. V društvu smo pa izpeljali tudi akcijo pralnih strojev, ki smo jih več kot 23 razdelili med prizadete. Pripravili smo 14 tiskovnih konferenc. Sprva so sicer bile zelo dobro obiskane s strani novinarjev, kasneje pa je vladajoča klika vsem glavnim, ki jih podkupuje z našimi denarnimi pokojninami, prepovedala poročanje o našem delu. Omenim naj tudi daleč najbolj številčnejšo akcijo. Takrat, ko so nam ukinili RTV prenose naših shodov, smo nagovorili ljudi, naj ne plačujejo več popačene RTV Slovenije s svojim denarjem.
RTV, ki je trenutno javni zavod, je javni zavod samo v besedi. Ni več javen, ampak je zasebno leglo ugrabiteljev. Javen je samo še toliko, da nam pobira naročnino. Dokler ne sprejmejo tak zakon o RTV Sloveniji, ki bi bil v korist vseh nas, do takrat ga ne mislimo plačevati. Še veliko je, o čemer bi lahko govoril. To so pisma vladajočim v Sloveniji, pisma v Bruselj. Nažalost nismo od njih dobili niti enega odgovora. Ponosni smo, da so nas sprejeli v Državnem svetu, varuhu človekovih pravic in drugih upokojenskih organizacijah. Skratka tam, kjer so prepričani, da le prijatelji z različnim mišljenjem, verovanjem in pripadnostnim lahko sodelujemo, če imamo le iste cilje. Tam pa, kjer se bojijo, da bi naše delo ogrožalo krajo, korupcijo, jim odvzelo oblast in vladavino, tam pa so nam vrata zaprli. Hvala vam vsem, ki hodite na shode, ki nam pomagate. Hvala vsem, ki nam finančno pomagate, čeprav vemo, da bolj skromno in po svojih najboljših zmožnostih. In hvala vsem, ki tudi drugače pomagate pri našem delu. Obljubimo vam pa, da pri prizadevanjih za boljše pokojnine, domove ostarelih in življenje upokojencev boljše kot je, ne bomo razočarali. Hvala lepa gospodu Peterletu. Preden pa pristopimo k uradni ustanovitvi stranke Glas upokojencev, vabim na oder za krajši glasbeni predah člane mešanega pevskega zbora Don Bosco iz Celja pod umetniškim vodstvom dirigenta Matjaža Železnika. Zbor je nastal ob nastanku župnije na Hudinji nekje leta 2006 za potrebe pastoralnega dela. Sprva le nekaj pogumnih ljudi, ki je vleklo voz v pravo smer, je medse privabljalo vedno več ljudi, ki so začutili, da se lahko skozi glasbo dodatno izrazijo. Z rastjo zbora so se začele pojavljati tudi ambicije po delu izven cerkvenih sten in tako privedle do ustanovitve pevskega društva leta 2008. Od takrat so se poleg bogoslužja začeli predstavljati na območjih, revijah in gostovanjih pri drugih zborih, se udeleževati srečanj z zbori izven regije in v tujini. Po 15 letih delovanja jim zagona in motivacije še ne manjka in so vedno pripravljeni na nove izzive. Spoštovane in spoštovani, mešani pevski zbor Don Bosco zapeli nam bodo Življenje je kot val in pesem Slovenska zemlja. Želje so želje,
Hvala vsem nastopajočim za uvodni del in govorcem, ki so nas popeljali skozi zgodovino gibanja ljudske iniciative Glas upokojencev in društva Inštitut 1. oktober. Prihajamo na uradni del ustanovnega kongresa, potrjevanje dokumentov in izvolitev organov stranke. Najprej bomo glasovali o predlogu izvršilnega odbora za člane in predsednika delovnega predsedstva, ki nas bo popeljal skozi postopek glasovanja. Glasujete z dvigom zelenih kartončkov. Pred glasovanjem pa naj sporočimo podatke, ki jih je zbrala verifikacijska komisija v sestavi gospa Irena Šmit, gospa Nevenka Muškatevc, gospa Irena Buršič, gospa Ana Černoga, gospa Lara Kaluža in gospod Rajko Perčič. Z njimi ste bili že v kontaktu, to je skupina, ki je skoraj 2 tedna zbirala prijave vas vseh, ki ste v dvorani. Predlagam, da se jim zahvalimo z aplavzom. Zbrani podatki pravijo takole. V dvorani je neverjetnih 507 prisotnih, od tega 286 soustanoviteljev, ki ste s svojimi overjenimi podpisi pripomogli, da se ta dogodek ravnokar odvija. Vseh overjenih podpisov je bilo kar 437. Ugotavljamo, da je ustanovni kongres stranke Glas upokojencev sklepčen in da lahko veljavno odloča. Za vaš trud se iskreno zahvaljujemo. Izvršilni odbor društva za delovno predsedstvo ustanovnega kongresa stranke Glas upokojencev predlaga naslednje člane. Alenka Orel, predsednica, Irena Šmit, tajnica, Nevenka Kavčič, članica, Jožica Bratanič, članica in Zvonimir Klemenc, član. Predlagam, da o tem predlogu glasujemo. Prisotnih je 286 soustanoviteljev, ki imajo glasovalno pravico. Torej, z dvigom zelenih kartončkov glasujemo. Kdo je za? Velika večina bomo prešteli. Kdo je proti? Ga ni. Se je kdo vzdržal? To se pravi, da je 286 glasov za in ugotavljam, da je delovno predsedstvo ustanovnega kongresa stranke Glas upokojencev že izglasovano.
Prosim delovno predsedstvo, da zasede sedeže na odru za mizo in nadaljuje z delom ustanovnega kongresa. Besedo sedaj predajam predsednici delovnega predsedstva, gospe Alenki Orel. Prosim. Izvolite. Spoštovani gospod Pavle Ravnohrib, hvala lepa za besedo. Moje ime je Alenka Orel in najprej se vam iz srca zahvaljujem za zaupanje in izvolitev za odgovorno delo vodenje uradnega dela ustanovnega kongresa stranke Glas upokojencev. Vendar preden preidemo na sprejem dnevnega reda in glasovanje, mi dovolite, da povem nekaj svojih misli. Zakaj? Zato, ker sem tudi sama upokojenka in zato, ker so upokojenci na svetovnem udaru. Mislim, da je vsem jasno, da je depopulacija pred nami in da je depopulacija v rokah tako imenovanih bolnih ljudi, ki so jih Grki imenovali hematisti. Zato je zdaj pravi čas, da ustanovimo stranko tukaj v Sloveniji in da naš glas razširimo tudi širše v Evropsko unijo in na svetovni splet. Victor Hugo je napisal, ta moj zelo priljubljeni pisatelj, zapisal je: nič ni močnejšega od ideje, katere čas je prišel. In čas je prišel. Prišel, da se od barbarizma izrojene svetovne ekonomije, ki temelji na nenormalnem kopičenju in bogatenju posameznikov na eni strani ter zasužnjevanju in evtanaziranju ljudi, tako starejših kot otrok, povrnemo k resnični civilizaciji. Mislim, da smo si vsi enotni, da potrebuje svet eksistencialno revolucijo, torej revolucijo duha, ki bo vodila k prenovi globalne ureditve sodobne družbe, ki so jo prevzeli hematisti. Naša moč, moč našega glasu, moč upokojencev počiva, kot je bilo že večkrat danes poudarjeno, v naši številčnosti in v naši srčnosti, v naši prirojeni inteligenci in empatiji, v naši neskončni zmožnosti za marljivo delo za skupno stvar. Samo še nekaj, preden končam. Mislim, da se moramo zavedati, da tako kot je gospod Rupar na protestih večkrat poudarjal, da se nujna preobrazba ne nahaja zunaj nas, ne nahaja se v kakšni drugi osebi ali skupnosti, ne, nahaja se v nas samih. Ne, država nikakor niso le politiki, tudi jaz in vi vsi, enako pomembni smo država. In če nas tisti, ki smo jih izvolili, vedno znova in znova izdajo svojimi odločitvami, je naša dolžnost, da končno dvignemo svoj glas.
In ker želimo vključitev, aktivno vključitev čim več nas, bom namenila še nekaj besed, ki jih je izrekel izkušeni politik, slavni gospod Benjamin Franklin. Rekel je preprosto, v naravi je vse preprosto. Povej mi, pa bom pozabil. Nauči me, pa si bom zapomnil. Vključi me, takrat se bom naučil. In še dodal, da resnična motivacija nastopi šele takrat, ko človek svoje sanje obleče v delovno obleko. Hvala. Tako, to je bilo nekaj mojih zbranih misli. Mislim, da so bile nekako vezno dobro izbrane in predlagam, da preidemo na tisti morda malo bolj suhoparni, tehnični del ustanovnega kongresa stranke Glas upokojencev. Predlagam, da najprej potrdimo dnevni red ustanovnega kongresa, zato ga dajem na glasovanje, torej v okviru tega je potreben sprejem oziroma predstavitev in sprejem poslovnika ustanovnega kongresa, potrditev statuta stranke, izvolitev izvršilnega odbora, izvolitev nadzornega odbora, potrditev programa in izvolitev predsednika stranke. Predlagam, da kar glasujemo z dvigom zelenih kartončkov. Tam so še. Prisotnih je 286 soustanoviteljev z glasovalno pravico. Glasujemo z zelenimi kartončki. Kdo je za? Smo že dvignili. Kdo je proti? Se je kdo vzdržal? Nihče. Ugotavljam, da je dnevni red ustanovnega kongresa stranke Glas upokojencev z 286 glasovi za, nič proti in nič vzdržanimi sprejet. Po zakonu o političnih strankah bomo najprej glasovali ter potrdili ali zavrnili poslovnik o delu kongresa in statut stranke Glas upokojencev. Povzetek obeh ustanovnih dokumentov bo povzel gospod Rajko Perčič, član izvršilnega odbora Društva Inštitut 1. oktober, ki je tudi predlagatelj za ustanovitev stranke. Oba dokumenta sta bila uradno objavljena na spletni strani društva od 1. do 20. decembra 2023. leta z možnostjo predlagati dopolnitev, jih spreminjati ali predlagati umik. Predlog sprememb za poslovnik ustanovnega kongresa ni bilo, za statut kar nekaj, zato so člani izvršilnega odbora pod vodstvom pravnika Radovana Cerjaka sprejeli osnutek obeh dokumentov, oba pa potem po predstavitvi predlagamo v potrditev. Po sklepu izvršilnega odbora je bil tako postopek zaključen 20. decembra ob 24. uri isti dan, kasnejši predlogi se niso več upoštevali. Predajam besedo gospodu Rajku Perčiču. Izvolite. Hvala, gospa predsednica. Poslovnik ustanovnega kongresa stranke Glas upokojencev ureja pravila, da zagotovi zakonitost in preglednost vseh postopkov za ustanovitev stranke po zakonih in veljavnih aktih. Osnutek poslovnika je bil objavljen na internetni strani Društva Inštitut 1. oktober med 1. in 20. decembrem 2024. leta za javno obravnavo. Med tem časom so vsi slovenski polnoletni državljani lahko oblikovali končno vsebino poslovnika, ki ga danes sprejemamo. Brez potrditve ne bi mogli izpeljati kongresa po demokratični poti, odprti za javnost.
Naj preberem nekaj bistvenih poudarkov poslovnika za osvežitev spomina. Poslovnik opredeljuje pogoje za izvedbo kongresa in pravi, da mora sklicatelj pridobiti vsaj 200 overjenih podpisov soustanoviteljev, jih pisno obvestiti o sklicu kongresa in da je kongres sklepčen, kar pomeni najmanj 101 podpisnik. Poslovnik zahteva, da ustanovimo verifikacijsko komisijo, izvolimo delovno predsedstvo, izvolimo organe stranke in naredimo zapisnik. Določa razpravo o aktih in kandidatih, kar smo storili že z javno objavo na internetni strani našega društva v decembru. Poslovnik določa, da je glasovanje javno, z dvigom kartončkov, sklepi in predlogi pa so sprejeti, če večina soustanoviteljev na kongresu le-te potrdi z večino glasov. Večinsko voljo bomo ugotavljali preprosto na podlagi podatka verifikacijske komisije. Od vseh prijavljenih soustanoviteljev, ki imate glasovalno pravico, bomo odšteli glasove proti in vzdržane in tako dobili rezultat glasovanja. Nadalje določa glasovanje v organe stranke, ki je tudi javno in je podobno odločanju o poslovniku in statutu stranke. Zdaj pa še nekaj povzetkov iz statuta stranke Glas upokojencev, o katerim boste tudi glasovali. V uvodu statut navaja formalnosti o stranki, sedežu, simbolih in organiziranosti. Določa, da ima stranka regijske koordinacije, občinske odbore ter poslance v državnem zboru in v Evropskem parlamentu. Statut določa in predpisuje pogoje članstva v stranki in kandidiranje za funkcije. Določa status članov med dijaki, študenti, nezaposlenimi, ljudje s posebnimi potrebami in socialno ogroženimi, podobno navaja plemeniti in pozitivni odnos do invalidov in vseh, ki s pozitivno noto pristopajo k članstvu v stranki. Hkrati določa pravice in dolžnosti članov ter prenehanje in izstop iz stranke. Statut v posebnem poglavju določa organe stranke, kot je kongres, svet stranke, ki je za kongresom stranke drugi najvišji organ odločanja o aktih in pravilih delovanja ter politični opredelitvi in organih stranke, o predsedniku, izvršilnemu odboru in določa naloge nadzornega odbora, poslanske skupine, skupine državnega sveta in evropskih poslancev. Predsedniki posameznih naštetih skupin so po statutu člani izvršilnega odbora stranke. Nadalje opredeljuje sodelovanje v morebitnih vladah, v usmeritvi stranke do drugih sorodnih združenj in organizacij. Določa pristojnosti sveta stranke, izvršilnega in nadzornega odbora. Posebno poglavje opredeljuje pravice in dolžnosti predsednice oziroma predsednika stranke, njegove naloge in usmeritve. Seveda govori tudi o nezdružljivosti članstva v drugih strankah, nezdružljivosti funkcij, kadar bo stranka v vladi in pristojnosti izvršilnega odbora in predsednika v tem primeru. Statut določa tudi ustanovitve strokovnega sveta. Ta bo pripravljal, se odločal in sklepal o posameznih področjih delovanja družbe, od sociale, pokojnin, šolstva in infrastrukture, pa vse do zunanjih in notranjih zadev in še veliko tega. Že sedaj vabimo vse državljane Slovenije, da se nam pri tem pridružijo in pomagajo po svojih strokovnih sposobnostih. V zadnjem delu statuta določamo javnost dela, delovanju in občinskih in regijskih odborih ter funkcijah v njih.
organih odborov ter njihovih pristojnostih od občinske konference, predsednika, izvršilnega in nadzornega odbora. Zadnje poglavje določa poslovanje stranke ter splošne določbe delovanja stranke Glas upokojencev. Spoštovani prisotni, dragi soustanovitelji, predlagam, da oba najpomembnejša akta tega zbora potrdite. Hvala. Hvala gospodu Rajku Perčiču za te pomembne informacije. Zato pa prehajamo na glasovanje o naslednjem sklepu. Izvršilni odbor Društva Inštitut 1. oktober predlagal potrditev poslovnik ustanovnega kongresa Glas upokojencev. Glasujemo. Prisotnih je 286 soustanoviteljev z glasovalno pravico. Kdo je za? Je kdo proti? Nihče. Se je kdo vzdržal? Nihče. Hvala lepa. Ugotavljam, da je poslovnik ustanovnega kongresa stranke Glas upokojencev z 286 glasovi za, nič proti in nič vzdržanimi sprejet. V skladu s poslovnikom ustanovnega kongresa predlagam za zapisnikarja oziroma zapisnikarico gospo Ireno Šmit, za overovatelja zapisnika pa gospo Nevenko Kavčič in gospo Jožico Bratjanič. Predlagam, da tudi o tem glasujemo. Kdo je za? Je kdo proti? Nihče. Se je kdo vzdržal? Nihče. Ugotavljam, da smo izvolili za zapisnikarico gospo Ireno Šmit in dve overovateljici zapisnika, gospo Nevenko Kavčič in Jožico Bratanič. Glasujemo še o najpomembnejšem aktu, to je o statutu stranke Glas upokojencev. Postopek oblikovanja predloga izvršilnega odbora smo že opisali, zato predlagam, da o njem glasujemo in ga potrdimo. Glasujemo. Prisotnih je 286 soustanoviteljev z glasovalno pravico. Kdo je za? Je kdo proti? Nihče. Se je kdo vzdržal? Nihče. Ugotavljam, da je statut ustanovnega kongresa stranke Glas upokojencev z 286 glasovi za, nič proti in nič vzdržanimi sprejet. Hvala lepa. Tako, prispeli smo do naslednjega pomembnega dela ustanovnega kongresa stranke Glas upokojencev, do volitve organov stranke. Dva pomembna organa sta, ki bosta vodila stranko do naslednjega kongresa, in ta dva organa bomo danes izvolili. To sta izvršilni odbor in nadzorni odbor stranke. Torej, glasovali oziroma izvolili bomo člane izvršilnega odbora stranke, člane in predsednika nadzornega odbora in predsednika stranke, seveda, kar je najpomembnejše v tem delu. Postopek predlaganja kandidatk in kandidatov je bil prav tako objavljen na spletni strani Društva 1. oktober od 1. do 20. decembra leta 2023. Predlog za člane izvršilnega odbora je podal tudi izvršilni odbor društva. Za člane izvršilnega odbora stranke smo v zbiranju predlogov prejeli en predlog, za predsednika tudi en sam.
Predlagam, da predstavimo vse kandidatke in kandidate za članice oziroma člane izvršilnega odbora. Ob izpisu posameznika na monitorju prosim kandidata oziroma kandidatko, da vstane. Torej, predstavitev bo prebral gospod Pavle Ravnohrib, predstavitev članov oziroma članic izvršilnega odbora. Gospod Pavle Ravnohrib, izvolite. Za članice in člane izvršilnega odbora stranke Glas upokojencev so predlagani primarij Majda Kregl Zbačnik, doktorica medicine. Alenka Orel. Igor Černoga. Andrej Peterle. In Rajko Perčič. Hvala, gospod Ravnohrib. Prehajamo na glasovanje o predlogu kandidatov za članice in člane izvršilnega odbora stranke Glas upokojencev. Glasujemo v paketu. V dvorani je prisotnih 286 soustanoviteljev z glasovalno pravico. Prehajamo na glasovanje. Kdo podpira predlog? Hvala lepa. Kdo je proti? Hvala lepa. Se je kdo vzdržal? Hvala lepa. Rezultate bomo objavili ob koncu glasovanja o vseh organih stranke. Prehajamo na predstavitev predlogov kandidatov za predsednika in člana nadzornega odbora stranke Glas upokojencev. Besedo predajam gospodu Pavletu Ravnohribu, prosim. Po statutu stranke in zakonih mora tudi politična stranka izvoliti nadzorni odbor. Naloga nadzornega odbora je bedeti nad pravilnostjo odločanja, veljavnostjo aktov in pritožbami članov ter nad finančnim in delovanju stranke. Dovolite mi, da predstavim kandidate, ki bodo izpisani tudi na zaslonu. Prosim vsakega kandidata, da ob predstavitvi vstane in se obrne proti občinstvu. Kandidati so Jože Zorko, Suat Muslimović, in Dari Novinec. Hvala lepa. Prehajamo na glasovanje o predlogu kandidatov za predsednika in člane nadzornega odbora. Glasujemo v paketu. V dvorani je prisotnih 286 soustanoviteljev z glasovalno pravico. Kdo je za? Kdo je proti? Se je kdo vzdržal? Nihče. Hvala lepa. Rezultate bomo objavili ob koncu glasovanja o vseh organih stranke. Tako, ostalo nam je samo še eno glasovanje. Glasovanje o predsedniku ali predsednici stranke Glas upokojencev. Predloge za kandidatko oziroma kandidata so imeli vsi državljani Republike Slovenije. Razpis je bil objavljen na spletni strani društva. Do 20. decembra do polnoči je bil predlagan en sam kandidat, gospod Pavel Rupar. Preden preidemo in dajem besedo gospodu Pavlu Ruparju za njegovo predstavitev in predstavitev tudi programa,
stranke Glas upokojencev. Si dovolim še nekaj misli, ki sem jih zbrala, oziroma nekaj besed, ki jih je gospod Pavel Rupar napisal na Twitterju, ki ga ima tudi zelo rad in ki označujejo njegov značaj, njegovo usmerjenost v dosego ciljev, so preproste, kot so preprosti naravni zakoni. Gospod je preprost, toda odločen. Zapisal je o sebi: pred vami slovensko ljudstvo, pred mladimi in starejšimi in pred Bogom prisegam, da ne bom odnehal in da se bom boril za vaše dostojanstvo, za zaslužene plače in pokojnine, za revne in pozabljene, proti sovraštvu in globalnemu totalitarizmu milijonarjev združenih v različnih asociacijah ter in predvsem za spoštovanje in prijateljstvo vseh državljanov. Pa še nekaj je omenil. Zapisal je: moj zgled je Pedro Peka, argentinsko-slovenski duhovnik in misionar na Madagaskarju. Toda Slovenija, je še pripisal, je mnogo bolj revna od Madagaskarja. Pa zakaj, se sprašujete? Zato, ker imajo tam ljubezen, imajo vero in imajo spoštovanje. Samo še nekaj naj dodam. Njegovo predanost viziji, njegovo iskrenost in vztrajnost, predvsem pa njegovo upornost in tudi nepredvidljivost označujejo njegove naslednje besede. Ne, nimate moči, da bi nas utišali, prepovedali ali ukinili. Ne, ker skoraj vse, kar počnete, delate s sovraštvom in zlobo. Naša moč pa bo v enotnosti, v znanju, v izkušnjah in življenjskih preizkušnjah, v ljubezni do sočloveka. Mi se imamo radi, radi se izražamo skozi pesmi in petje in predvsem nismo maščevalni in ne sovražimo nikogar. Zakaj? Zato, ker želimo biti človek, človeku, človek. Izvolite. Spoštovani delegati in delegatke, cenjeni gostje, kandidat za predsednika stranke, gospod Pavel Rupar, govorniški oder je vaš. Hvala lepa. Skoraj se počutim, kot da bi bil v starih časih partije, ko so hvalili enega samega predsednika in vsi so bili enotni. Ampak vedno bolj sem prepričan, da so bili tisti časi boljši, kot so ti, ki jih živimo sedaj. Spoštovane gospe in gospodje v dvorani, dragi prijatelji pred TV zasloni. Danes smo se zbrali na zgodovinskem dogodku, na ustanovnem kongresu naše stranke, ki je posvečena glasu in pravicam upokojencev. Zbrali smo se z enotnim ciljem ustvariti družbo, ki spoštuje, ceni in podpira tudi starejše državljane. Pred letom dni smo začeli skromno objavo na družbenem omrežju in pozivam vsem upokojencem in slovenskim državljanom, da združimo moči in zahtevamo svoje. Ta skromni korak nas je pripeljal do tega dne, ko oblikujemo politično stranko. Stranka, ki bo zastopala vse, ki se želijo boljšega življenja v tretjem življenjskem obdobju. Vesel in ponosen sem na vse vas, ki združujete svojo voljo, delo in druge dobrine
vse, ki nam zaupate in nas podpirate na tej poti. Naše potovanje se začenja v času, ko je vloga upokojencev v družbi prevečkrat spregledana in podcenjena. A mi dobro vemo, da je naš prispevek družbi neizmeren. Mi smo gradnik današnje družbe, mentorji mlajših generacij in varuhi tradicije in modrosti. Naša odgovornost in naše poslanstvo je, da ta bogat zaklad znanja, izkušenj in vrednot prenesemo naprej. Leto dni smo preko protestnih shodov prebujali slovenski narod, ljudi. Vesel in ponosen sem, da smo končno upokojeni državljani Republike Slovenije sporočili vsem, predvsem pa vladajočim, da smo tu, da smo še kako živi in da želimo še naprej soustvariti razvoj in napredek naše domovine in da tako, kot delajo sedaj, ne bodo več dolgo. Res je, kar ste mi mnogi sporočili. Zborovanja in protesti so dosegli svoj namen. Marsikaj se je vendarle spremenilo. Predvsem aroganca vladajočih, saj so ugotovili, da z nami ne morejo kar tako pometati. Vendar pa to ni dovolj, da bi tu obstali in bili s tem zadovoljni. Brez vpliva na spreminjanje zakonodaje, predvsem tiste, ki se tiče upokojencev, ne bo nič. Zgolj žvižgati in peti čebelice in se jeziti brez vpliva in moči v državnem zboru ne bo nič. Danes je zato za nas velik dan, ker smo prepričani, da je ta država tudi naša država. Da to, da smo se upokojili, ne pomeni, da smo se tudi odselili nekam v vesolje. Naša prava pot se danes v bistvu šele začne. Do danes smo velikokrat pokazali, kako močni smo, če smo združeni, prijatelji med seboj in složni. Zato je danes res šele začetek tistega, kar želimo doseči. Stojimo pred izzivi, ki zahtevajo našo neomejeno pozornost. Zagotoviti moramo, da bo vsak upokojenec živel dostojno in dostojanstveno in varno življenje. Dostojanstveno staranje ni le samo pravica, je temelj zdrave družbe. To pomeni zagotavljanje dostopne in kvalitetne zdravstvene oskrbe, ustrezne finančne podpore in priložnost za aktivno udeležbo v tretjem življenjskem obdobju. Spoštovane in spoštovani, cilj naše stranke pa niso le dobre pokojnine, ki so pogoj za normalno življenje. Zato mi dovolite, da najprej opozorim tudi na varnost naš starejših. Vse prevečkrat beremo o napadih in pretepih nad starejše. Kdo ve, koliko teh grozoht se dogaja še po domovih. Preprečitev tega zla je odvisna od spoštovanja do starejših ljudi in medsebojnega spoštovanja, ki je stvar vzgoje v šolah in doma. V šolah zato potrebujemo več vzgoje o tem spoštovanju, odnosa do soljudi, v našem primeru tudi do nemočnih starejših, ki si to zaslužimo. Program, ki ga bomo zastopali, zajema tudi zdravstvo. Nikakor ne moremo mimo trenutnega stanja, ki ga najbolj občutimo starejši. Neskončne čakalne vrste, neurejena razmerja znotraj zdravstvenega sistema, odnos do bolnikov in stanje, v katerem smo, niso več vzdržni. Reforme preprosto ni. Zaostrovanje med vlado in zdravniki vodi v še večji zlom zdravstva, ki ga bomo najbolj občutili prav mi starejši. Zato apeliramo na vse vpletene, prenehajte se igrati na plečih pacientov in na plečih nas starejših. Dovolj je.
Podpiramo zdravnike in zdravstveno osebje. Brez njih ne moremo. Zlahka pa bomo preživeli brez te vlade. Ne želimo... Preprosto rabimo zdravnike in zdravstveno osebje. Brez njih ne moremo in borili se bomo tudi za to. Tisti, ki govorijo od ZDUS-a naprej, da jih ne potrebujemo in da jih pustimo tam, kjer so, ali niso bili bolni, ali pa nekaj ni z njimi v redu. Zdravniki se zaslužijo spoštovanje, zaslužijo si vse najboljše, ker smo mi bolni, odvisni od njih. Želimo in zahtevamo, da se reševanje sistema začne takoj, pa še zdaj je prepozno. Vse preveč ljudi umira in trpi za voljo neurejenega stanja, v katerem so nas potisnili vladajoči. Čakamo na pokojninsko reformo. Kaj počnejo pristojni, niti sami ne vedo. Zaenkrat nismo videli niti prve strani pokojninske reforme, še ne. Ta poleg ureditve pokojnin zajema tudi ureditev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ureditev varovanih stanovanj za starejše po ugodnih in normalnih cenah, dolgotrajno oskrbo, solidne domove starostnikov, predvsem pa večje kapacitete, pa tudi prevoz, kulturo in vse, kar se tiče življenja. Obseg naših pravic, ki jih absolutno zagovarjamo in zastopamo, je ogromen. Ne moremo več čakati. Oprostite, nam se mudi. Mudi se nam živeti, kolikor nam je življenje še ostalo, želimo pa, da ga hitro in dobro začnemo živeti. Enostavno nimamo časa, da čakamo, katera afera bo še prišla na dan, katere milijone bo odnesla katera ministrica ali minister, ne želimo pa prej umreti, kot da se bo kaj spremenilo. Pa ne zaradi nas, temveč tudi zaradi tistih, ki prihajajo za nami. In brez skrbi vsi pridete in pridejo za nami. Na področju pokojnin je bilo v vseh teh letih samostojne Slovenije narejeno toliko krivic, da nas čaka ogromno dela, da jih odpravimo. Da bodo to krivična razlika med upokojenimi za polno delovno dobo za enak poklic, ker se je spremenil med tem odstotek odmere, naj bodo tu kmečke pokojnine, invalidske pokojnine vdov, razlike med spoloma, ker so moški prejemali manj kot ženske, vojaške pokojnine in kdo ve koliko še tega. Včasih imam občutek, da je krivic ravno toliko, kolikor nas je upokojencev. Pa če se malo pošalim, res je dobro, da danes ustanavljamo stranko. Naš cilj je združevati ljudi. Dovolj je deljenja na vaše in naše. Z tega mesta naj sporočim vsej slovenski javnosti. Ne določajte nam, kam sodimo. Ne označujte našega poslanstva ne z levim in ne z desnim in ne iščite pravljic, kdo nas obdaja in kdo stoji za nami. Odločeni smo, da gremo po samostojni poti, po naši poti preizkušenega življenja. Nas res usmerjajo in res vodijo izključno upokojenci. In močan socialni čut do vseh, ki so jih samooklicane socialne stranke enostavno pozabile, ker se ukvarjajo z nakupi računalnikov, dragih starih stavb, delavce in upokojence ter uboge pa puščajo na milost in nemilost. Ne boste dolgo.
razlik ne priznavamo. Pokojnine upokojenih volivcev levih strank so enako mizerne, kot so pokojnine desnih. Težave, ki jih imajo eni s svojim življenjem, od preživetja do zdravja, so popolnoma enake drugim. Želje vseh pa so enake. Živeti lepo, dostojno, zdravo in tudi čim dlje. Zato vam prisegam, da se bom skupaj z ekipo boril za rešitev za vsakogar, se vem, da bomo s pomočjo enim dobro naredili tudi drugim. Ne smemo se pustiti ločevati. Mi, upokojenci, starejši in pametnejši, začnimo premik spoštovanju drug do drugega in ne nasedajmo ne enim in ne drugim, da nas razdelijo. Ne dovolimo se delitev med seboj, zato, ker nas bodo s pomočjo sovraštva samo lažje obvladovali. Področja, ki nas upokojence zanimajo, so tako široka, kot so področja vseh državljanov Republike Slovenije. Morda jih je celo več. Starejši se namreč ukvarjamo z mnogimi težavami, ki jih, hvala Bogu, mlajši še ne poznajo. A ti grejo za nami. Prej ali slej bodo na istem, kot smo mi. Upam in želim jim, da upokojitev dočakajo in da živijo bolje, kot živimo mi. Zato že sedaj apeliram na mlade, naj vam ne bo vse eno, kakšne plače imate. Manj boste dobili na roko, večje pokojnine boste imeli. Pazite na to. Apeliram na vse, ki trenutno vladajo ali pa še bodo, razbremenite gospodarstvo in prispevke od plač. Trenutno stanje pohlepa vladajočih uničuje podjetja in zasebnike, zaposlene pa prepušča na borbo za preživetje. Dolžnost naš starejših je, da na to opozarjamo mlajše. Naš upokojenski sistem je žal tak, da so naše pokojnine odvisne od zbranega denarja v pokojninskem skladu, saj so tistega, ki smo ga mi vplačali, že zdavnaj zapravili. Lahko bi vam še cel dan bral, pa vem, da bo dost. Dovolite pa mi samo še nekaj besed na splošno. Danes, ko postavljamo temeljne naše nove stranke, se zavezujemo, da bomo glasni zagovornik pravic upokojencev, tudi mladih, tudi delavcev. A v prvi vrsti smo starejši in ste starejši, najbolj prikrajšani in od dela utrujeni, in zato imate pravico živeti dobro in tako, kot je treba. Vplačevali smo, nazaj zahtevamo le denar, ki je šel v pokojninski sklad, nikakor pa nas ne okvalificirajte za socialne probleme, ker to enostavno nismo in ne bomo priznali. Naša stranka je več kot le politično gibanje. Je skupnost, ki temelji na solidarnosti, spoštovanju in skupnih vrednotah. Skupaj, gospe in gospodje, imamo moč, znanje in voljo, da naredimo spremembe in bomo jih. Stranko ustanavljamo, ker želimo aktivno sodelovati pri odpravi krivic, ki nam jih ta država dela. Tu smo, ker želimo jasno in glasno povedati, da smo to državo gradili mi in da mora priti čas, ko bomo vse, kar se je našega sprivatiziralo, enkrat dobili nazaj v obliki pokojnin. Vladajoči, tu smo, ker vam sporočamo, da naj vam bo jasno, da bomo ključne gospodarske panoge, kot je energetika, s katero se bavi najboljši menedžer v državi, vrnili nazaj državi.
Dovolj je plenjenja našega denarja preko posrednikov in raznih trgovcev, ki se imate za svetovno dobre menedžerje. Elektrarne, omrežja in transformatorji dovodov, ki peljejo do naših gospodinjstev, ter dobiček od elektrike naj gre v pokojninski sklad, ne v privat žepe. Še veliko tega je. Zdaj pa naj samo še to povem. Tu smo, ker želimo biti prijatelji, vi vsi. Nekdo me je nedavno vprašal, zakaj smo izbrali modro barvo. Zato, ker je slovensko nebo modro. Zato, ker je naše morje modro. Zato, ker ste modri vi, starejši, in ker je modrost v izkušnjah življenja, v nas samih, ki smo šli skozi faze, ki so nas naučile potrpeti in razmišljati. Ker starejši najdemo vso modrost človeštva med nami. Spoštovani, vesel sem, da nas je v dvorani nekaj več kot 500. Če bi našteval vse pomembne goste v tej dvorani, bi moral prebrati čisto vsako vaše ime. Ker zame in za nas ni bolj pomembnih, ni najbolj pomembnih, ampak ste vsi pomembni. Pomembni vsi, ki se borite za druge, da jim bo bolje, pa tudi zase. Nihče v izvoljenih organih te stranke in delo, ki ga združujemo, do danes v enem letu ni pomislil, da bi sebi naredil korist. Punce in fantje delajo za dobro vseh. Hvaležen sem vam iz srca. Vas pa prosim za podporo. Pomagajte nam s širjenjem teh idej. Hvala. Zahvaljujem se vsem, ki že hodite z nami. Hvala našim družinam za podporo. Kaj je medgeneracijsko sodelovanje, ne bo pokazala ne Nika in ne Jenul. Pokazali so ga mladi tu v dvorani, naši otroci, hčerke in sinovi, naše vnukinje in vnuki, ki so vas popeljali do sedežev. To je medgeneracijsko sodelovanje. In prav v tej smeri se bomo borili spremeniti družbo, da bodo mladi spoštovali starejše, starejši pa jim bomo hvaležni za njihovo delo. Spoštovane gospe in gospodje, živela stranka Glas upokojencev. Hvala vam, Bog vas živi! Naj živi Slovenija! Hvala kandidatu za predsednika, gospodu Pavletu Ruparju, za iskren nagovor in tudi predstavitev programskih izhodišč. Prehajamo še na zadnjo točko. To je glasovanje o predsedniku stranke Glas upokojencev skupaj s sprejetjem programskih izhodišč te stranke. Z dvigom zelenih kartončkov odločamo o predlogu, da za predsednika
Stranke Glas upokojencev se izvoli gospod Pavel Rupar. Je kdo proti? Se je kdo vzdržal? Predno razglasimo rezultate vseh glasovanj, predajam besedo spoštovanemu gospodu Pavletu Ravnohribu in nastopajočim, ki se jim vsem v imenu nas vseh tudi zahvaljujem za nastope. Prosim. Narodno-zabavna glasba premore zelo veliko mladih, odličnih glasbenikov, pa tudi ansamblov, ki že nastopajo na različnih festivalih in tekmovanjih. Eden takih je ansambl Gašperja Mirnika, ki prihaja iz Ljubečne pri Celju. Svojo glasbeno pot je začel šele pred dobrim letom in pol. Ansambl sestavljajo harmonikar in vodja Gašper Mirnik, basist in baritonist Urban Pečovnik, kitarist Franci Mlakar ter flavtistka in pevka Tija Prah. Za sabo imajo že dvoje festivalskih nastopov v Dobju in v Dolenjskih Toplicah, kjer so na obeh posegli po odličjih in nagradah. Nastopili pa so tudi na Ptujskem festivalu. Danes se ne bodo predstavili z dvema avtorskima skladbama, Damjana Pasariča, Odnesi me in skladbo Make Up. Spoštovane in spoštovani, ansambl Gašperja Mirnika. Svet se zavilil i časte sanje, da bi z njimi lepši bil, a na dlani je spoznanje, da je človek smil zgrešil. Usta požrišna meljejo slamo, ki napihne te samo. Človek pada v mamo, več ne ve, kaj je lepo. Prava lepota vrednost izgublja, sreča nas, ko nosi le. Se za njo se dneve skriva, več nihče poznaje ne. Srce je polno težke praznine, duša tavale vse dni. Človek slepo se verjame, kar servirano dobi. Nosim tih očal, niso mi nikdar na poto, nosim pa ljubezni šal. Ta me pogreje in me poživlja, z njim obrišem si oči. Kadar bedno iluzijo zopet kdo pokaže mi. Odnesi me, dovolj mi je, pleki iluzij, ki svet nam rišejo. Umakniva se skupaj tja, kjer le pravlične se zgodbe pišejo. Odnesi me, pojdiva že tja, kjer se srce spet srečo napoji. Svet je lep, brez na vlak,
Smejem se v sonce, v jutranjo meglo, še v kapljice dežja, pa v zvezdnato nebo. Še vetru se nasmehnem, ko tja čez vas zavije, in v Feliji kot zjutraj grmiček svoj zavije. Smejim se vaškim mačkom, ki mi ne dajo spati, smejim se pajkom muham, še črvom na solati, smejim se pismonoši, ko kartico prinese, še bolj pa od srca, ko pošto kdaj raztrese. Nasmeh najlepši je make-up, zato si ga nadenem vsak dan. Nasmeh najlepši je make-up, pa nič ne stane, priporočam tudi vam. Nasmeh najlepši je make-up, zato si ga nadenem vsak dan. Nasmeh najlepši je make-up, pa nič ne stane, priporočam tudi vam. Smejem se prav povsod, doma ali v šoli, v avtu, trgovini, no pravzaprav kjerkoli, na avtobusu, vlaku, na vsakem res koraku, povsod se nasmejim, povedat vsem želim. Nasmeh najlepši je make-up, zato si ga nadenem vsak dan. Nasmeh najlepši je make-up, pa nič ne stane, priporočam tudi vam. Nasmeh najlepši je make-up, zato si ga nadenem vsak dan. Nasmeh najlepši je make-up, pa nič ne stane, priporočam tudi vam. Pa nič ne stane, priporočam tudi vam. Hvala lepa za dve čudoviti pesmi in z nasmehom, ki je najlepši make-up, prehajamo na slavnostno razglasitev rezultatov. Še prej pa bi se vam rada v našem in seveda v svojem imenu zahvalila za zaupanje, ki ste mi ga dali za vodenje ustanovnega kongresa. Že ko ste se odločili vzeti si čas in ko ste šli overiti soglasje za ustanovitev te stranke Glas upokojencev, ki, kot vidite že iz nagovorov današnjega dne, ima prihodnost, ste nas presenetili. Čeprav je bilo dovolj samo 20 overjenih podpisov, smo jih zbrali več kot dvakrat toliko. Hvala vsem, ki ste danes tukaj z nami v dvorani na tem resnično zgodovinskem dogodku, za nas upokojenke in upokojence, za delavce in delavke in, kot vidite, tudi za mlade, ki prihajajo za nami. Posledično za vso Slovenijo in naš glas bomo razširili še dlje, v Evropsko unijo in dlje. Dovolite mi, da pred zaključkom sporočim izide današnjega glasovanja. Za članice in člane izvršilnega odbora je glasovalo 286 prisotnih soustanoviteljev.
Člane izvršilnega odbora je izvolilo 286 prisotnih, nihče ni bil proti, nihče se ni vzdržal. Čestitam vsem za izvolitev. Za člane nadzornega odbora je glasovalo 286 soustanoviteljev, člane je izvolilo 286 prisotnih, nihče ni bil proti, nihče se ni vzdržal. Čestitam vsem za izvolitev. Za prvega predsednika stranke Glas upokojencev je bil soglasno izvoljen pobudnik protestov, delovnih akcij in veliko upanje upokojenk in upokojencev ter drugih državljanov Slovenije, gospod Pavel Rupar, ki ga vabim na oder. Spoštovane gospe in gospodje, hvala vam za podporo, potrditev in izvolitev. Hvala tudi v imenu vseh funkcionarjev, ki bodo dobri sodelavci, zaupanja vredni in ki bodo naše upanje tudi udejanili. Prisrčno se zahvaljujem vsem, ki so pripravljali to res fantastično, ni preditev, kongres je to, ki ste naredili temelje za to, da iz tega res nekaj dobrega nastane. K sodelovanju vabim tudi druge politične stranke. Odprti smo za vse, če bo to za dobro upokojencev in državljanov Republike Slovenije. Vkolikor pa se kdo misli s figo v žepu s prevarami ali dejanji, kot smo jim priča vsak dan, sliniti okoli nas, pa ne vam povem, da imam operirano koleno in da lahko tudi kaj drugega naredim. No, seveda to ne pomeni, da hitro tečem pred drugimi. Torej, še enkrat vsem hvala lepa, delovnemu predsedstvu, organizatorjem, ki ste pomagali, režiserju, gospodu Urošu Novaku, Pavletu Ravnohribu, ne vem, koliko vas je, hvala pevskemu zboru Don Bosco. In prisrčna hvala tistim, ki jih najbolj potrebujemo za našo ljubezen, za naša srca, to so pa mladi. Hvala glasbenikom. Vsem skupaj želim veliko zdravja, pa tudi sreče, ker so bili menda na Titaniku vsi zdravi. Želim vam, da v svoje domove popeljete lepo, dobro, prijazno besedo, da imamo Slovenci končno nasmeh na naših ustih, da si damo roko, se tudi objamemo in da imamo en sam cilj, končati to barabijo, ki jo živimo sedaj in začeti na novo, če bo treba. Ljubim domovino Slovenijo. Rad vas imam. Na koncu niso leta življenja tista, ki štejejo, ampak dejstvo, koliko življenja je bilo v teh letih. Naj s to iskrivo mislijo Abrahama Lincolna zaključimo naše današnje druženje na ustanovnem kongresu stranke Glas upokojencev.
v globokem prepričanju, da bo rezultiralo v načrtovano dobrem za vse ljudi, ki si to vsekakor zaslužimo. Naj vse nas v pesmi združi bitje enega, poštenega slovenskega srca. Mešani pevski zbor Don Bosco, ansambel Gašparja Mirnika in vsi, kar nas je danes združenih v en sam slovenski napev, v večni Slakov čebelar. Vida
Spoštovane dame, cenjeni gospodje, hvala, da ste bili danes z nami. Hvala, ker vam je enostavno mar za soljudi, za prihodnost slovenskega naroda, za čast, ponos in dostojanstvo. Noben človek ni otok popolnoma sam zase. Vsak človek je kos celine, del kopnega. Če morje odplavi grudo zemlje, se Evropa zmanjša, kot bi se zmanjšal rtič, kot bi se posestvo tvojih prijateljev ali pa tvoje lastno. Smrt slehernega človeka vzame del mene, ki pripadam človeški vrsti. In zato nikdar ne pošiljaj poizvedovati, komu zvoni. Zvoni tebi. Naj vseh vas odzvanja ta misel še dolgo. Srečno pot, dobri ljudje.